Dobro jutro, gospe in gospodje. Hvala, da sem lahko danes tukaj. To je zame posebna čast, da sem lahko tukaj. In rada bi vam povedala, zakaj. Pred mnogimi leti, mislim pred 12 leti, so me kontaktirali iz organizacije InHope in vprašali so me, ali bi lahko sodelovala z slovenskimi kolegi, da bi jih izobraževala pri vzpostavitvi prijavne točke. In mi smo tako, ker smo tako dobri sosedi, smo lahko pomagali našim kolegom pri vzpostavitvi prijavne točke. Torej, pred 12 leti smo se prvič spoznali, prišli so k meni v pisarno, pogledali so, kako se s tem ukvarjamo v Avstriji, in sedaj smo tukaj 10 let pozneje, 10 let potem, ko je bila prijavna točka uspešno vzpostavljena, in vesela sem, da vidim, kakšen napredek so dosegli in kakšen razvoj. Naj nekaj povem o moji prijavni točki, o domači prijavni točki. Ustanovili smo jo leta 1998, se pravi, še malo pa bomo praznovali 20. obletnico. Imamo dva cilja, in sicer ukvarjamo se z gradivom, z posnetki spolne zlorabe otrok ter tudi z nacionalsocializmom, kar je posebnost avstrijske zakonodaje. Cilj, mislim, da imamo vsi enak cilj, je izbris takšnih nezakonitih vsebin na spletu, se pravi, da ni več možen dostop do teh vsebin strani javnosti. Od začetka smo prejeli več kot 60.000 prijav skozi našo prijavno točko. Tako kot v Sloveniji nas financirajo Evropska unija, pa tudi avstrijski viri. Sedaj pa še nekaj glede povečanja števila prijav skozi leta. Kot sem že rekla, prejeli smo več kot 60.000 prijav, 20% teh prijav se je nanašalo na nezakonite vsebine na spletu. Kar je morda zanimivo za vas, je vsebina teh prijav, na kaj se nanašajo in kaj se zgodi, kadar ne gre za nezakonite vsebine. Tukaj vam kažem številke za leto 2016 in vidite lahko, da okoli 13% prijav predstavlja nezakonito oziroma posnetke spolnega izkoriščanja otrok. Nekaj tega gradiva se nanaša na pornografijo in mali odstotek pa se nanaša na nacionalsocializem. Ta slika je zelo pomembna zame, zato ker bi vam rada povedala, zakaj v svojem naslovu pravim, da so prijavne točke dober primer mednarodnega in nacionalnega sodelovanja. Tukaj vidimo države, iz katerih so prihajale prijave. Največja številka prijav pripada Združenim državam Amerike. Nekaj tudi imamo tukaj primerov iz Nizozemske, Rusije, torej vidite, da je ta pojav razširjen po celem svetu. Manjši del pa se, kot vidite, nanaša na Avstrijo. Od leta 2016 smo imeli zgolj eno prijavo, pri kateri je šlo za gostitelja iz Avstrije. To je zelo majhna številka, seveda. S tem pa pridemo do drugega prikaza, ki kaže, da smo 69% informacij posredovali naprej. Sedaj pa še nekaj besed o InHope-u. Trenutno obstaja 53 prijavnih točk v 48 državah, ki so članice InHope-a. Ustanovili smo ga leta 1999 z 8 člani. Tukaj vidite na zemljevidu, da pokrivamo številna področja oziroma območja.
Še vedno nam pa ostane veliko dela, da bi lahko pokrili vsa. Kaj so najpoglavitnejši cilji InHopa? Izmenjava prijav, o tem bom še govorila nekoliko kasneje, po drugi strani pa tudi podpiramo razvoj novih prijavnih točk, izmenjujemo si znanje in prav tako pa lobiramo pri snovalcih politik. Se pravi, izmenjava prijav. To se zdi nekaj povsem običajnega, ampak to je zelo pomembno za InHope. Zakaj? Kot sem že povedala, leta 2016 smo imeli zgolj eno prijavo, ki se je nanašala na vsebino, katere gostitelj je bil iz Avstrije. Leta 2015 je bila ta številka 5. Se pravi, številka je zelo majhna v primerjavi z 700 primerov, ki so izven Avstrije. In tukaj je torej mednarodno sodelovanje ključnega pomena. Zakaj? V Avstriji smo lahko ustanovili zelo dobro in tesno sodelovanje z našimi lokalnimi deležniki, torej zelo tesne stike imamo z našimi organizacijami in tudi z organi pregona. In to nam pomaga, da obvladujemo te prijave v Avstriji. Kot sem rekla, v enem primeru, ki smo ga imeli lani, smo bili vedno sposobni oziroma smo vedno uspeli pri tem, da smo odpravili nezakonito vsebino v 24 urah. Se pravi, ta postopek je zelo uspešen. Toda, bilo je pa 700 primerov, za katere ne moremo sami narediti nič, kajti ne moremo dostopati do gostiteljev, ki so izven Avstrije. In te postopke smo uspeli vzpostaviti v Avstriji, podobno pa so delali tudi naši partnerji v drugih državah, kot recimo vidimo tukaj v Sloveniji. Vidim recimo veliko obrazov, ki so povezani s prijavnimi točkami. In na ta način smo lahko res nekaj naredili proti tem posnetkom. Če bi imeli recimo gostitelja v Sloveniji, potem lahko kontaktiramo spletno oko in pri spletnem očesu lahko zagotovijo, da bo ta vsebina v zelo kratkem času izbrisana. In enako bi lahko naredili tudi mi v Avstriji. In kako torej to poteka? Imamo skupno bazo podatkov, ki se imenuje ICCAM, in to je zelo uspešen projekt, kajti pomaga nam na številne načine. Prvič, podatkovna baza lahko hrani posnetke in te podatke potem lahko primerjamo z vsemi slikami, ki so v prihodnjih prijavah. Torej, kadarkoli jaz prijavim neke posnetke, če so ti že v podatkovni bazi, si je ne ogledujem več. In te podatki se širijo po vseh prijavnih točkah, tako da ni potrebno vedno znova si ogledovati istih posnetkov. Še drug pomemben vidik, to niso najbolj novi podatki, ampak vseeno vidite, da lahko vseeno vidite, kaj vam želim s tem povedati. To so številke, ki prikazujejo hitrost procesiranja prijave, se pravi, kako hitro predamo naše podatke organom pregona in kako hitro to oni procesirajo. Vidimo tukaj, vidimo, da je skoraj 100% prijav procesiranih v manj kot enem dnevu. Prav tako pa tukaj vidimo čas, ki je potreben za odstranitev takšnih vsebin. Ko prijavna točka, se pravi, dobi nek podatek, lahko zelo v kratkem času dosežemo, da to gradivo več ni dostopno na spletu. Vidimo torej, da vidimo povečanje količine teh podatkov, ki jih uspemo odstraniti, in gre skoraj za 100% vsebine, ki jo uspemo odstraniti. Mislim, da je to zelo velik uspeh, kajti to je edini način, da zagotovimo, da dostop do tega gradiva ne bo več možen na spletu.
Še en drug vidik našega dela, kot sem že povedala, je ta velika mreža, se pravi novo članstvo. Kot lahko vidite na mojih prosojnicah, tukaj smo precej tradicionalni, veliko prijav prihaja iz Združenih držav Amerike, po drugi strani pa imamo tudi nove države, zato ker kriminalci dobro vedo, kje lahko imajo svojo vsebino. In tako lahko, denimo vam povem primer, ki sem ga sama srečala pred leti. Pred nekaj leti imamo 2 prijavni točki v Rusiji. Rusija je ena od držav, gostiteljic, ki je že dlje časa članica našega združenja. Ampak tako uspešni so bili pri lobiranju, da je tudi zakonodaja precej strožja, kot je bila v preteklosti. Prebivalstvo se je tudi povečalo in tako se je število prijav iz Rusije zmanjšalo. In kot lahko vidite, je delo prijavne točke zelo ključno v neki državi in tudi nujno. In namen INHOP-a je, da bi povečali članstvo, kolikor se le da v naslednjih letih. Tukaj vidite, da smo leta 2017 pridobili člane iz Japonske in Kolumbije. Se pravi 2 prijavni točki. Poteka pa še tudi delo za nekaj novih prijavnih točk sedaj. Drugi pomemben vidik je izmenjava znanja. Delo prijavne točke, še zlasti analitika vsebine, je nekaj povsem edinstvenega. To ni neka prijazna tema za pogovor med večerjo. To je nekaj, na katerem področju je zelo pomembna izmenjava informacij in zelo pomembna je mreža na tem področju, da lahko primerjaš podatke, da si lahko pomagaš in si izmenjuješ znanje in izkušnje, pa tudi, da spoznaš, kakšni so novi trendi. Obstaja nekaj možnosti, kako lahko na tem področju sodelujete. Imamo usposabljanja, prav tako imamo tudi štipendijski in mentorski program. To je ta, o katerem sem govorila na začetku, ko sem omenila spletno oko. Se pravi, na ta način pomagamo novim prijavnim točkam s pomočjo obiskov, z deljenjem podatkovnih baz, z tem, da pokažemo prijavnim točkam, kako potekajo postopki in tudi kako sodelujemo z deležniki. Drug program pa je štipendijski program. S pomočjo tega pa analitikom pomagamo, da sodelujejo z drugimi prijavnimi točkami za nekaj dni in spoznajo oziroma pridobijo izkušnje, ki jih ne morejo pridobiti na nacionalni ravni, kajti ponavadi imajo takšne izkušnje zgolj organi pregona. Prav tako pa imamo seveda veliko izzivov, ki so po mojem mnenju tudi takšni, da potrebujejo neko mrežo. Obstajajo seveda države, ki nimajo prijavnih točk, prav tako pa je tu pomemben vidik tehnični razvoj. Kriminalci seveda uporabljajo druge tehnike, recimo, da prikrijejo državo izvora, se poslužujejo dark weba, se pravi temnega spleta. Veliko prijav iz preteklih let kažejo na številne spremembe v vsebini. Sedaj opažamo, da se vsebina povezava s temi, da se vsebina teh prijav spreminja. Sedaj namreč opažamo nekaj povsem novega. Veliko slik so otroci sami posneli. Sedaj imajo vsi svoje kamere, vsi svoje mobilne telefone in vse skozi imajo dostop do spleta in to sedaj opažamo v prijavah. In to je sedaj tema, ki je zelo ključna za sodelovanje ne le na nacionalni, ampak tudi na mednarodni ravni. In kar je seveda še
kar je seveda tudi poleg tega je spremenjajoča se družba. Poznamo pojav sextinga, se pravi posnetki, ki jih sami proizvajamo. In to je izziv tudi na zakonodajnem področju. Ali si res želimo, da naši 14-letniki objavljajo svoje slike in da jih tudi obravnavamo kot kriminalce. To so torej naši izzivi in s tem se vračam, s tem bi rada zaključila. Prosim vas, da še naprej podpirate vaše prijavne točke, da sodelujete kot velika mreža, da bi lahko se skupaj borili za naš skupni cilj. Če so morda kakšna vprašanja, bom tukaj celotni dan, tako da vsekakor mi lahko jih postavite ali pa tudi sedaj, če želite.